Stara stanovanja navadno prostorsko ne ustrezajo današnjemu času in ne ponujajo tistega, kar si želimo od svojega doma. Spremljali smo prenovo enega izmed takšnih stanovanj v bloku iz 60. let. Stanovanje iz 60. je v zadnjih letih nudilo zavetje študentom in je bilo prepotrebno obnove. Nova lastnica sprva sploh ni bila prepričana, če je to stanovanje primerno zanjo. A že ob prvem obisku z arhitektom je postalo jasno, da ima stanovanje velik potencial. Gospod Jure, katere so bile tiste prvotne značilnosti stanovanja, s katerimi ste prepričali lastnico v velik potencial stanovanja? Ja, moram reči, da ko sva prvič si z lastnico prišla stanovanje pogledati, je bilo stanovanje v precej slabem stanju. Namreč bilo je staro cirka 40 let, nikoli obnovljeno, ampak dejansko tloris stanovanja in njegova pozicija prostorov v bloku je kazala na to, da ima velik potencial, čeprav ga mogoče lastnica na začetku ni prepoznala. Predvsem je bilo zanimivo to, da ima stanovanje orientacijo na vzhod in na zahod, na obeh stranih ima balkon, tako da je v stanovanje dajo neko posebno kvaliteto iz te strani. Prostori sami so bili pa seveda v tem starem stilu, majhni, veliko enih vrat, tako da niso bili primerni za sodobno bivanje. In kakšne so bile vaše konkretne arhitekturne rešitve pri zasnovi obnove? Najprej smo se mogli poglobiti, kaj v bistvu lastnica želi, kakšen je njen življenjski stil. In na podlagi tega smo seveda ugotovili, da bo treba kakšno steno podreti. Tako da najprej prva stvar, ki je bila ta, da smo združili dnevni prostor in kuhinjo. S tem smo pridobili en velik svetoprostor, ki je ustrezen sodobnemu bivanju. Na drugi strani smo pa potem razmišljali tudi, kako lahko povečamo kopalnico, kako lahko povečamo spalnico in smo te rešitve tudi potem uresničili s tem, da smo povezali WC s kopalnico naprimer in da smo v spalnici potem našli rešitev, kako vstaviti omaro, da obenem ne bo kazila oziroma ovirala prehoda med dnevnim prostorom in spalnico. V bistvu največja sprememba se je zgodila v dnevnem prostoru, tako kot sem omenil, smo kuhinjo in dnevni prostor povezali s tem, da smo vmesno steno, ki je bila predelna, podrli. Na ta način smo dobili en velik prostor, ki zdaj krasno funkcionira, je svetu. Prej sta bila to dva majhna prostora, ki nista bila sploh med sabo povezana drugače kot prek hodnika. Govorite o tej luknji, kle je bila stena vmes, ne? Tako, tu je bila vmes stena in s tem, ko smo jo podrli, smo naenkrat dobili ogromno prostora, kjer imamo lahko veliko mizo, kjer vse skupaj deluje bolj zračno. Druga stvar, ki smo jo naredili, je, da smo povezali kopalnico in WC. WC je bil majhen, neprimeren za lastnico oziroma današnji čas, ko potrebujemo več prostora v kopalnicah, ko imamo pralni stroj, sušilni stroj in tako naprej. Tako da s tem smo pridobili prostor in obenem vse tisto, kar je lastnica želela. Kaj pa omenili ste zdaj ta pralni stroj pa sušilni, ali to vseeno ostaja v kopalnici ali ste to zdaj premaknili kam drugam? Ja, razmišljali smo na začetku, kam zdaj vse to umestiti. Namreč imamo bojler za ogrevanje tople vode, imamo pralni stroj, imamo sušilni stroj in vse te tri stvari so precej velike in smo iskali prostor, kako zdaj to nekam umestiti, da nam bo čim manj prostora zavzelo. In na koncu smo našli rešitev v kopalnici, v enem vogalu, ki je ostal med staro steno proti WC-ju in vrati v kopalnico, kjer smo naredili omaro z vrati, ki se skrijejo, tako da smo uspeli dobiti vse na relativno majhnem prostoru, torej pralni stroj, sušilni stroj in bojler. Se pravi, vse po eni vertikali. Tako. V teh starejših stanovanjih so te vhodni prostori zelo majhni, zelo tesni, nimaš pravzaprav nikamor kaj postaviti. V tem stanovanju je bilo pa pravzaprav drugače, namreč ta vhodni prostor je bil zelo velik glede na stanovanje, ampak težava je bila v tem, da ker je bil praktično kvadratne oblike in z 6 vrati, je težko v njega karkoli, oziroma 7, če še vhodna štejemo, je v njega težko karkoli postaviti. Tako da smo potem tuhtali, kaj lahko tukaj naredimo.
da obenem pridobimo shranjevalni prostor in prostor za tiste stvari, ki jih rabiš v nekem vhodnem prostoru, in da ga ne zapremo preveč. In tako je ratala v bistvu ta rešitev z temi omarami na sredini, z mostom, ki praktično na eni strani dodajajo ta dodatni prostor, ki ga potrebujemo, po drugi strani ne zapirajo preveč oziroma ne utesnjujejo tega prostora in smiselno zaključujejo celotno zgodbo dnevnega prostora z tem centralnim kubusom, ki se nadaljuje v omare. V tej kuhinjskem delu so za omaro tudi neka skrivna vrata, recimo temu, v nek drug prostor. Zakaj ste se odločili za taka vrata, ne pa za klasična, s klasičnim ročajem, s podboji in tako naprej? Ja, dobro vprašanje. Želeli smo v kuhinji predvsem ohraniti enoten videz omar, da je to neka zaključena celota, ki prihaja iz tega dela visečih omarc naprej v visoke omare in potem v tisti zaključek, ki je tudi kot nek delovni pult. In tu, če bi ohranili obstoječa vrata, bi nam ta niz definitivno prekinila, to ne bi prišli do tazga rezultata, kot je to. Obenem je pa to kot neko skrivališče v stanovanju. Pravzaprav nihče ne ve, da imaš dodatno sobo tam notri, če pravzaprav ne veš, da so vrata. Ta soba je namenjena kot študijska soba, se pravi, ima notri pisalno mizo in pa mogoče je zanimivo to, da smo s tem, ko smo vrata prestavili v kuhinjo, pridobili prostor, ker vrata se več ne odpirajo not v sobo, ampak imamo celotno steno prosto za omaro. To omaro smo pa kot zanimivost kombinirali, del je tipske in vmesni del mizarsko narejen, tako da vse skupaj izgleda kot po meri, tudi ročaji so narejeni naknadno po meri in smo v bistvu združili v eno zelo ugodno varianto celotno omaro, da izgleda, kot da je vse skupaj po meri bilo narejeno. Povejte mi, kako dolgo ste potrebovali za vso to obnovo? Obnova sama je trajala 3 mesece, medtem ko samo načrtovanje, projekt je pa trajal, mislim, da dobrih 6 mesecev. Pa ste obnavljali tudi inštalacije ali je to vse ostalo tako, kot je bilo? Ne, stanovanje je bilo kompletno obnovljeno. To pomeni tako elektro kot vodovodne inštalacije, tlaki, stene. Tako da pravzaprav je to novo stanovanje praktično v recimo starejšem bloku. Zdaj pa še ključno vprašanje, kakšen strošek je to za nekega investitorja, za koliko veliko stanovanje? Tu gre za 75 kvadratnih metrov. Sama investicija je bila pa skupaj cirka 65.000 evrov. Od tega je okrog 35.000 evrov bilo za gradbeno-obrtniška dela, ostalo je pa pohištvo, oprema, svetila, tehnika in tako naprej.